poletno sonce je razkrilo vse tiste izzive, s katerimi se moramo v življenju še soočiti. In ja, super je, kadar si postavimo vprašanje, a moram ali želim? Ena krasna knjiga, ki vam jo priporočam v branje Moraš ali želiš, tudi Edite Tomić, ki v Sloveniji pripravlja različne programe in ravno z novimi programi štarta tudi tole jesen že z mesecom septembrom. Danes sem jo povabila, da pride k meni na en pogovor, govorili pa bova o vzgoji. O tem se sploh govori septembra, vemo, da je štart šole in vemo, da je treba postaviti določene meje, izoblikujejo se neka pričakovanja in vsi si želimo čim manj težav tako in drugače. Kaj nam bo Edita povedala o tem, tudi o naših pričakovanjih, potem o vsem ostalemu, kar se dogaja, nasploh v vzgoji, no to boste slišali danes in ja, Edita je že tukaj. Lepo pozdravljena, dobrodošla kar naprej. Zdravo, zdravo, taka lepa, krasna in žareča. Izvoli, Edita. Tale knjiga je res super, sploh všeč mi je tale del o grafologiji. Hitro lahko tudi malo samega sebe pregledaš, no, pa vidiš, koliko te stvari dejansko zares držijo. In sem vesela za vse te nove programe, tudi kar se tiče tega risanja in vsega tega, kar dejansko razkriva, kdo mi v osnovi smo. Ja, meni je tudi zanimivo in tudi osebam, katere se udeležijo teh delavnic, ker v sebi izvejo marsikaj. Seveda namen vsega tega dela pa je, kako sebi pomagati na tistih področjih, ki nas motijo in potem potencirati tiste potenciale, ki jih imamo. In to z takimi čist preprostimi, enostavnimi zadevami, kot so risanje raznih dreves, potem raznih likov in tako dalje, zelo hitro pridemo do neke analize. Ampak sebe tudi dobro spoznaš, pravijo takrat, ko postaneš starš, ker je otrok tvoje ogledalo, ne? Ja, otroci so naše ogledalo. Moram povedati, da na teh osebnih svetovanjih se vedno znova vračamo v to, kaj se je v otroštvu dogajalo. In seveda tudi mamice, ki prihajajo k meni, imajo zelo resne težave s tem, da otroka želijo preveč posesati, ker je velik problem. Hujše je psihološki pritisk, se ne veš, kaj je hujše, a fizično nasilje v družini ali psihično nasilje, ker je tega ogromno, ker smo šli v različne skrajnosti. Govoriš torej o tem, da si podredimo otroka, pa kar se mi odločimo, on bo delal pa to, pa razvil se bo v to, pa ga kar damo v neke delavnice, pa tečaje, pa ne vem, kaj še vse. Ja, ker v bistvu sta dve različne stvari. Eno je podrejanje otroka, pa da se nam prilagaja, drugo je pa sprejemanje tega otroka, da pri otroku razvijamo pripadnost. Zdaj pa, glede na sedanjo družbo, pa že pri 5 letih, pri 4 letih, ko otrok še po potrebi se ne zna niti ritko praktično obrisati, že od njega pričakujemo, da hodi na glasbeni krožek, na ta krožek, na un krožek in ga v bistvu tako okupiramo in tako podrejamo, da dejansko se sploh samostojno ne more razvijati. In potem to počnemo, živimo svoje iluzije preko celo njegovo odraščanje in smo preveč, jaz pravim temu, mama tank, ker vse poskrbi za tega otroka. Tudi Bog ne daj, da bi ga učiteljica kaj okregala, Bog ne daj, da je kakšen sošolc kaj naredi. In v bistvu vse naredimo namesto njega. Neprestano ga kontroliramo po mobitelu, kje si, kaj delaš, ker je to smatramo kot skrb. Ali pa... Torej ljubezen, ne? Ja, ljubezen, ampak to ni res. To je v bistvu naš strah, da bomo ostali sami, da bo otrok mogoče ugotovil, da je pa nekdo drug malo boljši, in smo dejansko ljubosumni na to, plus tega mu pa neprestano sporočamo, nisi sposoben samostojno živeti, ne znaš samostojno. Rabiš me, to potrebo pretirano ustvarjamo in bi nareč do 28. leta in torbo nosili v šolo. In potem tak otrok
pride ven iz tega, ko odraste, ni sposoben samostojno živeti, ker ne pozna vzponov in padcev, ne. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da ta otrok ima vedno prisoten strah, da ne bo zadovoljil staršev, da ni dovolj dober. Če ne doseže tiste ocene v šoli, ki jo starši pričakujejo, ne, ga je strah in s tem nižamo samopodobo. Potem pride pa v družbo, kjer se pa čuti sprejetega, pripadnega, je pa to lahko zelo negativna družba, se bo pa tja vključil in zaradi tega potem pride že pri 12 letih v osnovni šoli do poskušanja travice in tako dalje, ali pa depresija. Celo depresija pri takom? Pri 12 letih se že v osnovni šoli začnejo razvijati depresije, starši se s tem ne želijo soočati in potem lahko to pride do resnih, hudih psihosomatskih obolenj. Ampak, Edita, meni so starši govorili, kar se ocen tiče, ne? Ja. So mi govorili, ne učiš se za nas, za sebe se uči. Mislim, dajali so mi občutek, da njih briga, kakve ocene bom jaz imela, zaradi tega, ker se itak za sebe učim, ne? Ampak pri meni je to recimo palilo, ne, kar se tega tiče. V tem smislu, da sem bila res, zadeve sem se naučila, vse zmeri še dodatne stvari pa tak naprej, ne. Pri moji sestri so isti sistem uporabljali, ampak pri njej pa ni palilo. Ja, ker je drugačna, ne. Ker je drugačna osebnost, ker ima drugačne mogoče sposobnosti, ne. Mogoče je pa na drugem področju v življenju drugače reagira kot ti, a veš. Ker v bistvu otroku je treba postaviti meje, ne. Treba ga je vzgajati, ampak ne s prisilo, ne z nasiljem, ne s fizičnim kaznovanjem, ker to je grozno, kaj ta otrok občuti, ne. Ampak zdaj po eni strani se mi zdi, da Edita govoriš o tem, da jih preveč zavijamo v vato, po drugi strani pa, da jih premalo v življenju, ali pa da jih preveč silimo v neke zadeve, tako je. Ampak hkrati, da jih preveč zavijamo v vato. Tako. Ja, ker je to naša iluzija, ker mi mislimo, da mora otrok to narediti, ne. Mi mislimo, da mora na tem področju biti uspešen, naprimer v nekem športu ali glasbi, ki otroku je to prisila, ali pa da mora imeti same odlične osebe, ne. Ampak potem starši padejo v paniko glede tega? Starši ustvarjajo psihozo in paniko in non-stop so vsi skupaj v enem istem krču, ne. Ampak starši se pa ne spomnijo, kakšni so oni bili, kaj so oni vse preživljali ob tem, če so bili starši prezahtevni ali pa če so bili premalo pozorni, ne? Ker vedno so neke skrajnosti. Zdaj, otroku moraš vzgajati pripadnost. Pripadnost pa pomeni to, da mu pokažeš svojo ranljivost, da ti tudi nisi popoln, da ti nisi Bog, pa da nisi bil odličnjak, a ne? In pa ne vpletati v vzgojo, kaj bo okolica rekla. Ja, naš ima pa trojke, ne, me je pa sram povedati kolegici. Ne, ker mi sploh ne vemo, kako se otrok počuti. Mi ga samo potem ocenjujemo, kaj doseže, kakšne ocene ima, na katerem športu ali talentu je popoln, ker v bistvu s tem filamo svoj ego, s tem kompenziramo našo nizko samopodobo, a ne. In pa tudi, a veste, pri otrocih je tako, včeraj sem imela eno mamico, a ne, ki se zelo ukvarja s tem, kaj okolica reče in tako naprej, ker ima sama velike probleme s temi negativnimi čustvi, a ne. In potem za vsako sošolko od hčerke, ne, se zelo hitro je pripravljena stopiti v bran pa skregati. Ne, hčerka pa stara 15 let. Ja, ne moreš, ti moraš otroka do 15. leta naučiti, da sprejema drugačnost, da nikoli ne bo vsem všeč, a ne? Da ni pomembno tekmovanje, pa niti ne ocene toliko, kaj bo v življenju dosegel, in pa da zna poskrbeti zase, skuhati, oprati in pa na en način tudi zaslužiti denar. Se pravi, starši, ki pridejo k tebi, ponavadi verjetno pridejo čisto iz drugih razlogov, ne? Definitivno. Kakšni so ti razlogi površinski, ki ti vidiš, da je vzgoja pol problem? Površinski je to, da naprimer v manjšem kraju, a ne, se
gospa ali pa gospod počuta nezaželjena, ne, da otroke šikanirajo v šoli, da imajo probleme v službi, ne. Potem pa začnemo kopati, pa se vidi, ne, da je ona blazno obremenjena s tem, ker so jo doma tako naučili, ne, kaj drugi rečejo, da si želi boljši finančni status in tako dalje. In potem že avtomatično tega otroka taka mamica uči, da skupaj opravljajo in pa lepijo nalepke drugim, kakšni so, ne. Koliko so nesramni, kako so pokvarjeni in tako. In pa še nekaj me pa zelo moti pri vzgoji, ki pa vedno tudi svojih hčerki rečem, pa zetu tudi, ne. Ne reči otroku, ti si pa len, ti si pa žleht, ti si pokvarjen, s tabo nikoli nič ne bo, ne, moraš vse pokvariti in tako naprej. Ne, prekomentiraj dejanje, to pomeni, če je razbil kozarec, on ni neroden, ampak drugič bodi bolj pazljiv, ali pa če dobi cvek v šoli, ti si butast, ne tega reči, ampak to ni bilo v redu, potrudi se, ker te nalepke, jaz vem, kako je bilo pri meni, so mi vsi govorili, da sem površna in ne vem kaj vse. Ja, meni tudi, da sem površna. Ja, ampak to sem šele potem na Theta Healingu ugotovila, da imam disleksijo in hvala Bogu, da jo imam, ker če ne bi mogla to delati, kar jo delam, ker delajo možgani drugače. In sem imela skozi občutek manj vrednosti zaradi tega, ne. Namesto, da bi se kdo poglobil v to, zakaj se to pri meni dogaja, ampak takrat se še o tem sploh govorili ni, zdaj se pa pretirano. To je ena stvar. Druga stvar, kar me zmoti, čeprav delam terapije, je to, da otroka začneš pri 5 letih, 6 letih že voziti na razne psihoterapije, ne. Ja, ker to delajo. In jaz rečem, ja, kaj pa mislite, da pri tem otroku vzgajate? Kakšno samozavest bo imel ta otrok, ker bo skozi imel občutek, da je z njim nekaj narobe. Ker starši smo vsi sposobni imeti otroke in vsi jih smo sposobni vzgajati. Zato so se v naši družini rodili, da se en od drugega nekaj naučimo. To je ena zadeva, druga zadeva, ki me tudi moti, da sploh mamice zelo hitro prevzamejo otroške pomanjkljivosti ali pa bolezni, to so zelo hude travme, ampak težko se sprijaznijo, potem jim pa to postane hobi. In kompletno vse podredijo temu in iz tega otroka naredijo še večjega, še manj samostojnega, kot bi lahko bil, ker mi smo tisti, ki so samo otroke. In jaz osebno sem proti temu, da pač se gospe odločajo za to, da imajo otroka brez partnerja, ker te otroci potem nimajo realne slike, kaj pomeni družina, kaj je moška vloga, kaj je ženska vloga. In zaradi tega potem tudi pride problem pri fantih, ker jih pač posesamo namesto partnerja. Predamo to odgovornost na otroke in potem so to travme, ki se vlečejo dolgo cajta. Taki otroci zelo hitro ali pobegnejo daleč stran od nas, ali pa imajo potem težave pri ustvarjanju svoje družine, partnerske zveze in tako dalje. Ali pa oboje. Ali pa oboje. Poznam primere, kjer je oboje. Ja. Začela si z novimi programi, tudi jeseni, kar se tega tiče. So ti programi primerni tudi za take ljudi, ki želijo vse te stvari razrešiti? Tako je, ker z risanjem se vidi točno tudi naše čustveno odražanje, naše povezovanje, koliko je družina povezana skupaj, na določenih slikcah se tudi vidi, potem tudi izraz obraza, kako sprejemamo starše. To so izjemno pomembne tematike. Mislim, jaz se spomnim, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, je bilo tak čuden, če je bil kjer v razredu otrok ločenih staršev. Zdaj pa je skoraj že čuden, če je kakšen, kjer sta še kar skup, kjer sta še kar poročena. Ja, seveda, ker je ta trend, ker nimamo več potrpljenja, nimamo ničesar, nimamo tolerance. Jaz pravim, če so pač grozne razmere, potem je bolj, da greste starše narazen. Ampak potem pa kaj pa potem delamo? Preko otrok
se gremo, izražamo svoj ego. Kaj je on rekel, 3 dni pri enemu staršu, 3 dni pri drugemu staršu. Ja, kako naj tak otrok dobi občutek varnosti in pa doma? Pridejo tudi ločenci k tebi? Ja, seveda normalno. Oba dva? Ne, nikoli jaz ne delam v parih, zaradi tega, ker potem avtomatično vsak od njih pričakuje, na katero stran se postavi terapevt. Ja. Zato jaz delam te pogovore, družinske, z vsakem posebej, pa nikoli se ne ve, kaj je kdo govoril. Ker sem probala, ampak takrat ne greš v globino, se ne odpreš, ker je partner zraven. In skregata se lahko doma, ne pri meni. Ne? Ja. In ne vidim nekega napredka v tem, zato je bož vsak posebej. Pa pri ločitvi bi jaz še to dodala. Otroci prevzamejo krivdo nase, da so oni krivi, da niso dovolj dobri, zato sta šla starša narazen. Ne? Potem pa imamo še najbolj običajno nalepko, či si podoben fotru, taka si kot mat, ne? Ja. Zaradi tebe sem se poročila, ti si bila tista, da sva bila skupaj, a ne? In to otroku sesuješ popolnoma njegovo vrednost in samozaupanje. In kako naj bo ta otrok potem uspešen? Potem pa še v šoli, ne, ga začne obravnavati kot problematičnega in potem... Domino efekt. Ja, in potem kaj? Otrok, če nima normalne varnosti in pozornosti, bo delal neumnosti kot najstnik, zato ker takrat pa ima pozornost in se vsi z njim ukvarjajo. A ne? In tudi v pisavi se vidi, oprosti, samo še to, v pisavi se točno vidi, ne, ali ima otrok probleme na tem področju, ker je pisava zelo ostra, zelo kotasta, zelo stisnjena, ne, ker v tem razvoju je to čustveni manko in pa občutek varnosti. Tudi pri predmetu se vidi, tam, ki je zelo špičasto, pa zelo močno, ne, tistega predmeta otrok sigurno ne mara, ne. Če je pa lepo harmonično, pa mu je prijetno. Še tole vprašanje. Če se je kakšen od gledalcev, gledalk sam znajdu, da je otrok takih staršev, Ja. ali lahko kaj naredi, glede na to, da so bile napake že storjene? Seveda, po tom pogovoru mi te zadeve počistimo, da jih razume, razložim, zakaj se mu to dogaja, a ne? In potem seveda brez te obremenitve in pa brez tega prevzemanja odgovornosti, ne, za starše in pa od staršev, začne svobodno živeti, preloži, počisti pri sebi te strahove, ne? Ker skozi čustveno izsiljevanje, da dovolimo, da nas drugi pač izsiljujejo, je stvar v tem, da neprestano iščemo potrditve od drugih, ne? In smo pripravljeni storiti vse, da bi to slišali, ampak to se vleče, ker nikoli nismo imeli občutka, da smo zadovoljili naše starše. Zmeri gremo nazaj, ne, v ta otroška leta, prav zmeri. Ja. Najlepša hvala. Edita Tomič danes v naši družbi. Preverite tele programe osebnarast.si, zelo enostavna spletna stran, da jo najdete tudi na klepet ob kavi.si. Predlagam, da si pogledate še kakšen najin pogovor, kar nekaj sva jih imeli. In ja, mogoče ste se našli v temu notri in mogoče je zdaj res tisti pravi čas, da vnesete neke nove spremembe za novo, uspešno in predvsem lahkotno šolsko leto, ki je pred nami. In tudi se naučimo, kako si sestavljati obroke, proteini, vlaknine, maščobe, fitohranila, to, kar je za zdravje pomembno, ne? In ogljikovi hidrati, kateri so, ne? Da ni treba zdaj to testenine pa kruha, ne?